Evo, smo na sprehodu, kakor vidite, čudoviti Mengeš. Torej, jecljanje in zaposlitev, ali je možna? Seveda je, ne? Ampak tukaj moram že povedati, da ful je odvisno od nas samih, koliko smo mi že samozavestni na začetku. Ker če smo samozavestni, se bo to tudi konec koncev v prijavi majčkeno odražalo, sploh pa potem na razgovoru, ne? Imam vprašanje za vas, in sicer, a ste vi že takoj povedali, da jecljate na razgovoru, ali so to opazili, ali pa recimo, ali sploh niste povedali, no? To me ful zanima, ker imam kar par različnih odgovorov glede na to temo. Jaz sem parkrat povedal, da jecljam na razgovoru, čeprav tega sicer niso opazili, v večini primerov, no, spet odvisno, koliko sem dobro govoril, nekje pa recimo sploh nisem povedal, a ne. Ampak problem je bil pa itak že pri meni zmeraj, po večini nisem bil toliko samozavesten na razgovoru, ne. Saj mislim, da to je problem pri nas vseh samih, ko smo na razgovoru, ko mislimo, da so te, ki so voditelji oziroma ki vodijo razgovor, da so, ne vem, alfa in omega, pa ki sploh načeloma niso, ne. Ker če ti pokažeš neko samozavest in to, lej, boš razturil, pa ne glede na to, a jecljaš ali ne, a ne. Ker konec koncev, če nimaš enega takega specifičnega dela, ki moraš biti v stiku s strankami in tako, lej, te bojo tudi vzeli, tudi če jecljaš, tako da spet odvisno, kateri job vzameš, ne. Jaz sem imel recimo zelo zanimivo pot, in sicer praktično skoraj vse službe, ki sem jih imel, so bile v stiku s strankami. To je recimo zelo zanimivo, ne. Je res, da zelo malokrat sem recimo jaz tudi zajecljal pred strankami. Tudi po telefonu, ker vsi vemo, to je na začetku groza, to je cela groza pri nas, ki se moramo javiti na telefon ali pa ki nas kličejo, ne. Tako da zdajle vam bom povedal vse moje šihte, službe, ki sem jih imel, tako da boste videli dejansko, o čem govorim. Evo, moja prva služba je bila v enem računalniškem podjetju oziroma distribuciji, kjer sem bil dejansko kot nek neformalni vodja skladišča. Torej, to pomeni, da sem bil vedno v stiku z raznimi dobavitelji, ki so dobavljali robo, v stiku z prodajo in z vsem tem, kar pritiče zraven, a ne. Jaz recimo tam sploh nisem imel nekih problemov velikih, no, jecljanja, tako da mogoče tudi zato, ker sem res oboževal to delo. Nekateri se me boste celo spomnili s tem, Izid Computers, ki je šel pač na žalost v franže, ampak vse se je dalo, no. Lej, tam dejansko, kar so bile moje naloge, kot so vodje skladišča nasploh, no, organiziral sem delo, potem pač deklariranje izdelkov, izdobava izdelkov, priprava bavnic in tako naprej. Tako da zelo zanimivo delo, nikoli ni bilo dolg čas. Potem dejansko moja prva resna zaposlitev, oziroma dejansko prva prava zaposlitev je bila v enem računalniškem podjetju, ki pač ne bom delal glih reklame, ne. Mogoče, če me kdo gleda iz tistega podjetja, wink wink, ne, če boste dali kakšno nagrado, da vas oglašujem, potem bomo povedali ime podjetja, ne. Na začetku sem bil komercialist, skrbel sem za vhodne klice, so stranke klicale na telefon in so spraševale o raznih produktih in tako naprej. Na začetku moram reči, sem mogel imeti kar zelo veliko potrpljenja, pa kar malo težkih dni čez, da sem se prilagodil temu šihtu, pa predvsem zaradi mojega govora, no. Ampak sem uspel, tako da dalo se je vse izpeljati, tako da nekih večjih problemov sicer nisem imel, no. Seveda mi je bilo najtežje se javiti, ker je pač tako ime tega podjetja, da je bilo malo težje se javiti, ne. Dober dan, Marko tukaj iz NNN, ne. Želite, prosim. Ampak recimo se je dalo, evo, en intermezzo, to je mengeška obvoznica. Evo, tamle v ozadju je prečudoviti Mengeš in prečudoviti bloki, te bloki so sicer stari že. Potem pač zaradi določenih razmer nisem več delal v tem podjetju, nato so me čez nekaj časa spet poklicali to podjetje. Evo, bomo šli tukaj pod mostom, tukaj vidite še obvoznica. Nato sem imel še čez tudi spletno trgovino, ki je bila spet malo več dela s strankami, ampak praktično je bilo to zelo podobno kakor v prvem primeru pri njih, no. Pač tudi, ko so stranke hodile v podjetje, sem
z njimi komuniciral. Bil sem tako, komercialist, no? Ne bom rekel, da sem bil najslabši, pa tudi ne najboljši. Ampak ker je bilo to računalniško podjetje, sem užival v tem. Evo, pač mogel sem imeti zdajle masko gor, ker je bilo dosti folka mim. Celo uspel dobiti službo v zavarovalništvu. Sicer to je bilo moje najbolj težko delo do zdaj, ker že iz principa jaz zelo sovražim ta del, ta poklic nasploh, no? Ker nekako moraš kar malo usiljevati se drugim ljudem, da jim nekaj prodaš. Ampak kljub temu, to je bila pač ena zavarovalnica, ki je že od začetka ponudila zaposlitev za 3 mesece in sem pač sprejel. Ker jaz nisem tak, da bi zdaj nekaj zavračal, pač cash je cash, ne, konec koncev. Tam sem imel recimo zelo velike probleme s klicanjem strank, zaradi clanja. Pa tudi že malo, še dodatno je bilo seveda to, tudi ker sem mogel prodajati. Tako da, hvala Bogu, sem imel zelo dobrega mentorja tam v zavarovalnici, ki sem mu že na začetku povedal, jaz sem prišel 3 mesece potegniti denar, dajva nekaj zmutiti in sva zmutila, tako da je 3 mesece šlo čez in je bilo to, ne. Tako da sem preizkusil, ni mi žal, vem pa, da ne bi šel več v zavarovalništvo. Evo, moj 4. job je bil prevoz ljudi na letališča. Ful mi je bil v redu job, ful sem užival v tem. Najslabša stran tega je pač to bila, ker si mogel voziti petek, svetek, pač zelo malo sem imel prostih dni dejansko, zaslužek pa spet ni bil toliko bajen, ne. Ampak na splošno sem zelo rad delal ta job, ker sem rad vozil, še zdaj rad vozim. Imel sem pač stalno komunikacijo s strankami, tako da to mi je bilo zmeraj kul. Sem pa šel ven iz tega posla in sicer ravno zato, ker mi na koncu ni odgovarjalo to delo res ob nemogočih in mogočih urah in vsak dan. Vsem sem se zaželel nekako bolj delo od nedeljka do petka ob normalnih urah. Je bil pa ta job v bistvu nek blessing in disguise, kakor pravijo Angleži oziroma Američani. Zakaj? Zaradi tega, ker sem ugotovil, da zelo rad komuniciram z ljudmi, sploh potem, ko jih bolj spoznam. Sem že takrat dobil majčkeno želje po YouTubeu in tako naprej, ampak nekako do sedaj nisem te želje pripeljal do te ravni, da sem toliko samozavesten pred kamero in tako naprej. Torej, evo, zdaj pa delam v eni logistični firmi, tudi vozim kombi, mogoče me nekateri celo poznate, ko gledate. Tako da sem stalno v kontaktu s strankami, smo že kot majhna družina, tako da se včasih zelo zajebavamo radi, ampak je to zelo cool job, no, dejansko je to, v petek popoldne ugasnem kombi in finito, frejma vikend, imam čas takole ustvarjati in pomagati vam, da vidite, da se da vse v življenju, tudi glede tega, da če je clate, vse je možno. Tako da, če vam je ta video všeč, dajte lajkati, subscribati, pa širite ga naokoli, da bo čim več ljudi videli ta video oziroma moj kanal, pa da bo nastala to ena cela skupnost. Kaj je meni pomagalo pri teh razgovorih za službo, da sem uspel? Predvsem to, da sem bil samozavesten, da nisem dal tak velik poudarek na jecljanje. Ti že samozavest, če jo daš, če jo pokažeš že v samem razpisu, da je to ful pomembno, no? Da to nekako ima že ful veliko prednost pred ostalimi. Ene parkrat, ko sem res samozavestno napisal prijavo na razgovor, sem jo dobil, sicer potem nisem bil izbran, ker vsi vemo, da te, ki odločajo o šihtu, pač ima vsak svoje kriterije, ampak če ne drugega, sem vsaj dobil prijavo na razgovor, ne. Pa se vse narediti, predvsem pa bodite ful samozavestni na razgovoru, no. Ne se sekirati zaradi tega jecljanja, ker glejte, mi se to ful več, oziroma ful preveč se mi obremenjujemo s tem, kva bojo drugi mislili, kaj jecljamo, ne. Normalen folk se ful ne obremenjuje s tem, a mi jecljamo ali ne. Edine pač, če so res kakšne specifične službe, ampak konec koncev to, glejte, saj imamo kar nekaj primerov ljudi, ki jecljajo, pa ki so na top lokacijah oziroma na top funkcijah, no, bolje rečeno. To se ful vse da narediti. Samozavest, glejte.
tukaj nam niti neki ful dolgo vezo, če imate samozavest, ste vi vsega zmožni. Lejte, šele zdaj v bistvu, ko sem res postal samozavesten, mogoče mi tudi pomaga malo ta kamera, pa nasplošno to, ko sem se spravil na YouTube. Lejte, stvari se počasi postavljajo na boljš in tako se bojo tudi vam. Pa predvsem tukaj na svet mogoče malo mlajšemu občinstvu, ko ste malo mlajši. Od začetka že delite na tem, ker vam bo potem kar ful lažje v lifeu nasplošno. Upam, da sem vam dal vsaj majčkeno pogled v mojo kariero. Upam, da vam je na ta način snemanja tudi zelo kul, da se malo sprehajamo, da vam malo govorim, sicer audio je majčkeno bolj v k, ne? Ampak menim, da je vsem tako boljš, kakor pa da snemam skozi sam doma. Evo, folk, počasi zaključujem sprehod, ker je mrzel ker je zelo piham. Torej, če bi radi izvedeli več o tem, zakaj sem sploh začel s kanalom o jecljanju, kako je, če imaš strah pred jecljanjem, oziroma mojih top 10 vprašanj in odgovorov o jecljanju, pa si poglej tukaj gor. Se vidimo v naslednjem videu.